gospod Jože Vogrin, tole je torej zvon, ki je po 308 letih zopet na prostem, izven zvonika. Kako je potekal tale poseg danes? To je tak zgodovinski dogodek. Telefon, ko gre zdaj na popravilo, nam je služil 308 let. Teh 308 let bi bom rekel, koliko mi je zadnjo uro zvonil, koliko hudih ur je nagnal, koliko je vsega z ljudmi dal skozi. In kako človek rabi, tu pa tam, kaki servis, tudi to rabi, ta na 300 let recimo. Trikrat je že obrnjen, tako da ima znotraj že čez stolčen ven in gre na popravilo, tam na eni strani tudi odkrušen en del. In vse to bojo zdaj v Innsbrucku nam v prihodnih mesecih popravili in potem, ko nam še novega ulijajo, oba poslali nazaj, pa jih bomo drugo leto za Jurjevo nedeljo potegnili nazaj v Turn. Tako imamo v planu, Bog daj, da bi nam to tudi ratalo, tudi za vašo pomočjo. Veliko boljši pride nazaj. Prepival Bog.
si zveličamo. Prepeval boš takole bom, da se iz grehov zdravimo. Gospodu zvesto služimo, se vsi zveličamo. Pozdravljen bodi zvon predragi, pozdravljen bodi zvon predragi. Z visokih glin naj se glasi, češčena si Marija ti, o Mati Božje milosti, le prosi ti za nas. Prepeval boš takole bom, da se iz grehov zdravimo. Gospodu zvesto služimo, se vsi zveličamo. Prepeval boš takole bom, da se iz grehov zdravimo. Gospodu zvesto služimo, se vsi zveličamo. Spoštovani gospod apostolski nuncij Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca nadškof Jean-Marie Špaj. Spoštovani gospod nadškof metropolit dr. Alojzij Cvikl, spoštovana ekscelenca knez Marjano Hugo von Windischgrätz, spoštovani gospod župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc, spoštovani gospod Bojan Podkrajšek, poslanec Državnega zbora, cenjeni gostje, drage Konjičane, Konjičanke in Konjičani. Danes je resnično dan, ki ga je naredil Gospod. Z velikim veseljem in radostjo vas pozdravljam v starodavni pražupniji svetega Jurija v imenu župnije Slovenske Konjice. Danes praznujemo naš farni praznik, Jurjevo, in obnovo našega mogočnega zvonika, ki bo prejel svojo dušo, obnovljene zvonove in popolnoma nov zvon, ki bo ponosno stal na mestu, kjer sta pred mnogimi desetletji že bila njegova prednika. Počaščeni smo, cenjeni visoki gostje, da ste se pridružili našemu praznovanju. Izrekam vam posebno dobrodošlico, obilo blagoslova ter prijetno počutje med nami. Dobrodošli. Danes je resnično dan, ki ga naredil Gospod, zato se ga radujmo in veselimo, saj imamo mnogo razlogov za to. Spoštovani vsi navzoči, želim vam lep in duhovno bogat praznik ter prijetno druženje med prijatelji, ki nas bo danes naprej na prav poseben način povezovalo milo zveneče zvonjenje iz našega zvonika. Besedo predajam našemu župniku, arhidiakonu Jožetu Vogrinu. Predraga vaša ekscelenca, monsignor Jean-Marie Špaj, apostolski nuncij pri nas v Republiki Sloveniji, draga ekscelenca moj nadškof Alojzij Cvikl, naš metropolit, dragi naš gospod župan Darko Ratajc, predragi visoki gost, vaša visokost, knez Marjano Hugo Windischgrätz, v spremstvu vašega prijatelja markiza Roberta Klavarina, predragi poslanec Bojan Podkrajšek, predragi vsi visoki gostje, vsi duhovniki, dragi bratje in sestre.
Danes se počutim tako, kot se počutil Nehemija, ko so prišli iz Jeruzaleme gledati razvaline najprej podrtega Jeruzalema in so potem trudoma delali, obnavljali. In ko jih je Ezdra zbral na tempeljski ploščadi, so poslušali Gospodovo besedo in jokali od veselja. Od veselja, da so prišli domov in da so tisto, kar jim je 80 let v suženjstvu in še malo pol toliko manjkalo, poslušali Gospodovo besedo. Glejte, 80 let je, kar so zvonovi odšli. In danes vas vse pozdravljam s takim veseljem, da nam je to ratalo. Zopet vzpostaviti zvonik v svoj ubran zven, zopet vzpostaviti vse na svoje mesto. Desiderio desideravi je pismo, ki nam ga je papež napisal, da bi nam dal čutiti, kaj pomeni sveto bogoslužje. In tudi z vami sem srčno želel deliti ta trenutek. Zato vas vse prisrčno pozdravljam in vam res iz srca želim, da praznujete z nami. Velik razlog imamo za to, zgodovinski dogodek je danes. Gospod Načko, prosim vas, pristopite k besedi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, z veseljem vas pozdravljam pri tem svetem opravilu, ko se Bogu zahvaljujemo za en zvon in obenem pozdravljamo novega, ter kličemo Božji blagoslov na vse, ki bodo poslušali pesem zvonov. Ta pesem je čudovita. Ob božiču nam oznanja radost in mir, ki nam ga prinaša novorojeno dete. Ob veliki noči so zvonovi polni veselja in upanja, da življenje zmaguje nad smrtjo. Ob slovesu od naših dragih nas bodo usmerjali k končnemu smislu našega življenja in se nam pridružili v naši žalosti. Ob nedeljah in praznikih nas bodo vabili k slovesnemu bogoslužju, ki je prvi vir duhovnega življenja. Zato se veselimo in prosimo Boga, da bi pesem zvonov vedno odmevala v naših srcih in nas vabila k ljubezni do njega in do bližnjih. Molimo. Gospod naš Bog, svojega Sina si poslal na svet, da bi ljudi, ki jih je greh razkropil, zbral v eno družino in jih kot pastir vodil in hranil. Zato te zaupno prosimo, naj se verniki, ki bodo poslušali pesem zvonov, z veseljem zbirajo v cerkvi. Naj bodo stanovitni v nauku apostolov, bratski skupnosti, lomljenju kruha in molitva. Naj bo med nami vidno kraljestvo tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Sedaj prisluhnimo vaši besedi. Berilo iz knjige preroka Izaija. Pojdi na visoko goro, Sionski sel,
kot glasnik veselja. Povzdigni močno svoj glas, Jeruzalem, kot glasnik veselja. Povzdigni ga, ne boj se. Povej Judovim mestom, glejte, vaš Bog. Glejte, vsemogočni Gospod prihaja kot močni, svojo roko gospoduje. Glejte, njegovo plačilo je z njim in njegovo povračilo pred njim. Kakor pastir pase svojo čredo, svojo roko zbira jagnjeta, jih nosi v svojem naročju, doječe pa rahlo vodi. Božja beseda. Pojte Gospodu, pojte, pojte Gospodu, pojte. S pismijo slavite Gospoda, veselo mu pojte prebivalci zemlje. Z veseljem služite Bogu, radostno stopajte v njegovo svetišče. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, pojte, pojte Gospodu, pojte. Vidite, samo Gospod je Bog, On edini, On nas je ustvaril. Mi smo njegovo ljudstvo, skrbi za nas kot pastir za ovce. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, pojte, pojte Gospodu, pojte. Stopite v njegovo svetišče s petjem, s hvalnicami v njegove svete dvore. Častite ga in njegovo ime slavite. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, pojte, pojte Gospodu, pojte. Zvonik svetega Jurija, Slovenske Konjice, je skozi vso zgodovino vedno nosil izjemno močne, mogočne, velike zvonove. V arhivskih zapisih lahko najdemo, da je zvonik od Prve svetovne vojne do Prve svetovne vojne nosil kar 6 zvonov. Največji je tehtal 2873 kg in je pel v tonu Hanulah, 170 je bil njegov premer, izdelan je bil v velivarni Alberta Samase v Ljubljani. Blagoslovljen in dvignjen je bil 6. septembra 1869. Prav tako so v Samasovi livarni izdelali 3., 4. in 5. zvon leta 1870 in 1867. Temu se je še pridružil mrliški zvon, ki je že prej bil izdelan pri Martinu Feltlu leta 1755. Izjemna dragocenost, dragi bratje in sestre, je ta drugi, stari zvon. Saj je eden izmed večjih, kar je bilo izdelanih pri Konradu Schneiderju. Izdelan je bil leta 1715 in je po božji volji še med nami danes. Težak je 1758 kg in poje v tonu D1. Posvečen je bil 29. aprila leta 1716, blagoslovil posvetil ga je znameniti pičanski škof in novomeški prošt Jurij Frančišek Saver Maroti, ki je med drugim kronal tudi Marijino milostno podobo na Sveti gori pri Gorici. Zvon nosi napis Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
refusta est rectore ecclesiae reverendissimo Domino Casparo prelato Seilcensis, ecce crucem Dei fugite partes adverse, Sancte Georgi ora pro nobis. Ta zvon, ki visi, je generalno obnovljen in na novo uglašen. Veselje konjiških faraonov pa ni trajalo dolgo, kar so imeli lepe zvonove, kompletne. Malo smo se odeli bolečo žalost, ko so tekom Prve svetovne vojne smo ostali skoraj brez vseh zvonov. Za potrebe Prve svetovne vojne so bili ti zvoni odpeljani. Schneiderjev zvon je tedaj ostal v zvoniku sam, ta pred nami, ki visi. Želja po ubrani pesmi in zvonov in darežljivost župljanov konjiške fare je že leta 1923 rodila nove zvonove, od katerih je največji tehtal kar 2800 kg. Poleg tega je bil zvonik dvignjen tudi 780 kg težak mali zvon in naslednje leto še naučen. Že 20 let kasneje je vojska konjiškemu zvoniku zadala nov boleč udarec. Iz zvonika so bili ponovno odpeljani vsi zvonovi, razen tega starega Schneiderjevega. Oropan zvonik in strta srca faraonov, ki so bili brez pesmi ubranih zvonov, so ostali skoraj nadaljnjih 40 let. Da so naši predniki malo praznino razbili, so k temu staremu Schneiderjevemu zvonu začasno obesili jekleni zvon, ki je danes pri Sveti Ani in je bil pripeljan iz cerkve na planini pri Semiču, saj so takratne oblasti tisto cerkev tam porušile. To se ni moralo niti slučajno primerjati z mogočnimi zvonovi, kakve so še včasih bili v zvoniku. Leta 1984 se je pri nas odprlo novo poglavje. Razmere so se nekoliko umirile, darovi faraonov so lahko uresničili dolgo teče želje, da bi bila pesem zvonov bolj ubrana. Iz Livarske jame pri Grasmajeru sta bila povzdignjena dva povsem nova zvonova, ki danes pojeta z glasovi G1 in F1 in sta težka 665 in 483 kg. V velikem veselju sta bila leta 1984 dvignjena v zvonik, v odgovor sa starejšim sobratom, tem pred nami, oznanjala Bogu čast, faraonu pa veselje, vse do današnjih dni. Ko sem se kot nekdaj Nehemija po jeruzalemskih ruševinah po razmajanih stopnicah spenjal zvonik, sem v kotu opazoval veličasten jaren, kembelj in kovano opremo manjkajočega velikega zvona. Za zjokat je to bilo in ni mi dalo miru. S podporo vernih in gorečih konjiških župljanov smo se s trdno voljo odločili konjiškemu zvoniku prirediti veliko prelomnico. Med mogočne zidove in trdne tramove ponovno upeti mogočen, skoraj tritonski nov zvon, kakršnega že 80 let ni slišati z našega zvonika. Kljub temu, da je bil rojen šele pred nekaj meseci, pa že v sebi nosi svojo lepo zgodbo, zgodbo prijateljstva, sodelovanja. Tako da smo lahko ponosni na njo. Želja, da bi bil novi zvon nekaj izjemnega, nas je spodbudila, da se pomaknemo ven iz kalupov generičnih zvonov in naredimo nekaj posebnega. Ker take hude nesreče z dvojnim odzemom zvonov za vojne namene, v katerih delih naše dežele niso občutili, se je ohranil eden izmed zvonov, ki je bil v isti livarni vlit istega leta kot ta naš konjiški. Le sveti Jurij bo vedel, zakaj tudi tisti zvon poje svetemu Juriju v čast. Tehnološka naprednost in fleksibilnost je dovolila, da smo za obnovo novega konjiškega velikega zvona vzeli še danes ohranjeni zvon, ki je po vseh zapisih kar najbolj podoben temu, ki ga je odpeljala vojska. Tako bi lahko rekli, da smo v največji možni meri v konjiški zvonik se bo zdaj vrnila pesem, kakršna je bila že nekoč. Nov zvon je vlila livarna Grasmajer iz Innsbrucka, tehta 2875 kg, kar je nekaj kilogramov več, kot je tehtal tisti zvon, ki so ga vzeli.
Prav tako zunanja podoba novega zvona, kar se da posnema z podobo tistega, ki je bil odvzet. Tudi napisi so z nekaj spremembami povzeti po napisih odvzetih zvonov. Na zgornjem robu piše: Testi for celum et fidem parochianorum gonoviensium. Pričujemo gorečnosti in veri konjiških župljanov. Ima letnice prvega, anno domini 1869, drugega 1924 in svojo 2023. Takole pa pravi: Trojedinega Boga moja pesem slavi, varstva svetega Jurija, Matere Božje, svetega Jožefa, blaženega Antona Martina Slomška in angelov varuhov prosi. V konice so me dobili, ker prednika dva so v kanone prelili. Tako bo sedaj v zvoniku veselo pesem pelo četverov zvonov, uglašenih na napev Salve Regina, v tonih B0, D1, F1 in G1. Novi oziroma obnovljeni zvonovi so težki 2875, 1758, 665 in 483 kg. Vivos voco, mortuos plango, fulgora frango, pravi star zvonarski izrek. Žive kličem, mrtve objokujem, strele lovim. Zvonovi nimajo sicer src, ali vendar z župljani žalujejo in se radujejo. Nemi so, vendar znajo govoriti, in sicer o različnih priložnostih različno, a tako, da jih prav dobro razume in čuti vsak verni kristjan. In na današnjo slovesno nedeljo svetega Jurija, 21. malega travna leta gospodovega 2024, bodo skupaj zapeli uglašeno pesem iz konjiškega zvonika, odkoder naj ponižno prosijo Boga na priprošnjo svetega Jurija za mir, da se jim nikoli ne bi bilo več treba spustiti dol. Gospod nadškof Alojzij, prosimo, da ju blagoslovite in mazilite in odpošljete v zvonik oznanjati vero in gorečnost konjiškim faranom. Dragi bratje in sestre, najprej prisluhnimo blagoslovni molitvi, s katero bomo klicali Božji blagoslov nad obnovitvena dela v zvoniku. Zvonik nas že od daleč opominja, da je tukaj svet kraj in posebno mesto srečevanja Boga in človeka. Hkrati pa nas visok zvonik, ki se dviga v višave, vabi, da tudi mi dvignemo glave k višku proti naši domovini, ki je v nebesih. Molimo, Bog naš Oče, po Tvoji dobroti in dobroti župljanov smo obnovili notranjo zvonika in tako pripravili prostor zvonoma. Prosimo Te, blagoslovi ta obnovljeni zvonik, ki nam kaže pot do naše domovine, ki je pri Tebi. Prav tako naj nas obnovljeni zvonik vodi k daritvi Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, od katerega prihajajo naša srca žarek Božje luči in Božjega življenja. Naj vsi, ki se bodo zbirali pod tem zvonikom, čutijo, da je tu navzoč Tvoj Sin, Jezus Kristus, ki je obljubil, da bo sredi med tistimi, kateri se bodo zbirali v njegovem imenu, o Kristusu našem Gospodu. Sedaj bomo prosili za blagoslov zvonov. Molimo, nebeški Oče, Tvoja beseda je že na začetku sveta odmevala v človekovem srcu in ga vabila v Tvojo bližino. Po svojem služabniku Mojsesu si zapovedal, da so duhovniki naredili srebrne trombe
s katerimi so trobili in ljudstvo vabili k bogoslužju. Poglej na te zbrane vernike, ki se veseli novega in obnovljenega zvona. Zaupno te prosimo, blagoslovi ta zvona, prvega v čas svetemu Juriju, drugemu v čas sveti Ani. Daj, da bodo verniki in vsi ljudje dobre volje po glasu teh zvonov rasli v edinosti s teboj in med seboj, ter tako spolnili tvojo voljo. Naj pesem zvonov nadušuje in navdihuje naše misli in usmerja naša dela, da bomo gradili svet edinosti, miru in ljubezni. Priprošnja svetih zavetnikov naših zvonov naj ohranja in varuje ta kraj in našo domovino. To te prosimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Po pokropitvi zvonov bo nadškof Alojzij Mazilij zvonova s sveto krizmo, s čimer bo poudaril, da sta namenjena za sveto rabo. In kakor se glas zvona razlega na 4 strani neba, tako naj se evangelij v moči svetega Duha oznanja vsemu stvarstvu. Zato bo sedaj nadškof Alojzij Mazilij zvonova na 4 straneh. Naj bo posvečen ta zvon v čas sveti Ani v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pojdi v zvonik kot glasnik miru, ljubezni, dobrote in vabi nas, da odkrijemo njega, ki nam je podaril življenje, da odkrijemo njega, kateremu smo na poti vsak dan.
naj bo posvečen ta zvon v čast svetemu Juriju, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pojdi kot glasnik veselja, upanja in vire in oznanjaj, da je Gospod sredi med nami. Obred blagoslova je tukaj zunaj za zaključen. Mojstri bodo zvonove začeli nameščevati, mi pa se zdaj vsi zvrnimo v cerkev in bomo nadaljevali s praznično svetomašo. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter, poln svetega duha, rekel: poglavarji ljudstva in starešine, danes naj zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila polnemu človeku. Po kom je ta ozdravel? Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu, v imenu Jezusa Kristusa, Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih. V njegovem imenu stoji ta človek zdrav pred vami. On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, a je postal vogelni kamen. Nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. To je Božja beseda. Amen.
poudaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Ljubi, zdaj smo Božji otroci, ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se prikaže, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Poslušali smo Božjo besedo. Aleluja, aleluja. Tisti čas je Jezus rekel: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk in volk jih pograbi in razstropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Jean-Marie Švajk, dragi nadžupnik Jože, drugi duhovniki, dragi gostje, med njimi še posebej pozdrav njegove ekscelenci knezu Marjanu Kukovič Grecu, tukajšnjemu županu, dragi brati in sestre. Danes cerkev obhaja 4. velikonočno nedeljo, ki je tudi nedelja dobrega pastirja. Tukaj v Slovenskih Konjicah pa danes obhajamo nedeljo farnega zavetnika svetega Jurija. Ob tej priložnosti smo tudi blagoslovili obnovljen zvonik in bili priča blagoslova z maziljenjem novega zvona in starega obnovljenega, prvi posvečen svetemu Juriju, drugi sveti Ani. Božjo besedo pa smo vzeli kar od današnje nedelje. V ozadju današnjega evangelija sta dve izkušnji izvoljenega Božjega ljudstva. Prva, da je Jahve zares pastir, ki vodi svoje ljudstvo, tako kot to čudovito izrazi Psalm 23. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Voditelji izraelskega ljudstva so se tudi imenovali pastirji, a mnogi tega ideala niso uresničili. Bolj so skrbeli zase, kot pa za slabotne, ranjene, izgubljene. V Jezusu pa podoba dobrega pastirja dobi svoj pravi in polni pomen. V
svojim odnosom do ljudi in svojim delom odrešenja na križu je dokazal, da je on v resnici dobri pastir. Zanimivo tudi najstarejše upodobitve Kristusa odrešenika, ki jih najdemo v katakombah, so podoba Jezusa pastirja z ovco na njegovih ramah. To, kar najbolj preseneti, je Jezusova odločnost in radikalnost. Za svoje ovce je pripravljen dati življenje, samo da bi one imeli življenje v izobilju. Jezus zelo rad govori o prispodobah. Te prispodobe so vzete iz takratnega vsakdanjega življenja. Ovce predstavljajo nas ljudi, pašnik predstavlja naše vsakdanje življenje, naše delo, obveznosti in naše odnose. Jezus pa je pastir. Na drugem mestu Jezus tudi pravi, da je on pot, resnica in življenje. Jezus kot pastir nam želi podariti življenje in sicer zato, da bi ga imeli v izobilju. Vse ljudi povezuje temeljno hrepenenje in sicer, da nočemo životariti. Želimo si živeti. Jezus nam kaže pot, ki vodi v takšno polno življenje. To življenje je najprej on sam. Današnji evangelij loči med dobrim in med pastirjem in najemnikom. Oba upravljata svoje delo. Eden z veseljem, kot svoje poslanstvo, drugi pač, ker mora delati. Dobri pastir je tisti, ki z vsem žarom opravlja svoje delo. Vsako ovco pozna po imenu, vsaka je zanj dragocena in zato hoče jo obdariti svojo ljubeznijo. Pri dobrem pastirju je v ospredju služenje in darovanje. Daruje se lahko samo tisti človek, ki je sam doživel, kaj vse mu je bilo podarjeno. Ni on sam izbral te poti, na to pot je bil povabljen in je odgovoril na klic. Današnji evangelij postavlja zrcalo nam škofom, duhovnikom in diakonom, ki nam je zaupana pastirska služba v cerkvi. Vsak od nas doživlja svojo nedoraslost, pa tudi svojo neobogljenost. Papež Frančišek nam vsak dan znova kaže, kakšna naj bi bila pot pastirja. Pastir naj bo blizu tistim, katerim je poslan in naj jim resnično služi. Po papeževem pričakovanju to pomeni, da mora biti vedno živo zavedanje, da ni nekdo škof, duhovnik ali diakon zato, ker je pametnejši, sposobnejši ali boljši od drugih, ampak da je to lahko samo v moči daru ljubezni, ki mu ga je Bog dal za dobre ljudi, katerim je poslan. Pastir, o katerem nam Jezus danes govori, je prepričan, da je služba dar Božjega usmiljenja in njegovega srca. Bolj, ko se nekdo tega zaveda, več je v njem ponižnosti in več je v njem želje po resničnem služenju. Dobri pastir je ljubeči pastir, ki se žrtvuje, zgoreva, služi in tudi tvega. Tudi v težavah, razočaranih in porazih ne izgubi poguma, kajti tolažbo išče v domačnosti z Jezusom in prav zaradi te domačnosti lahko v odnose do ljudi in v skupnost naša vedenje dobrega pastirja. Če je naša služba odgovor na Božjo ljubezen, potem je naše življenje vedno bolj v skladu s podobo Jezusa pastirja, ki je ljubeči pastir, ki mu ni žal časa, ni mu žal naporov, tveganja, pa tudi nerazumevanja, preizkušnje in razočaranja ga ne spravijo s tira. Vse bo namreč razumel kot del poti do cilja. Ravno v premagovanju ovir se najbolj pokaže prava podoba pastirja. Potrebna je telesna povezanost s Kristusom, dobrim pastirjem, ki se je daroval na križu, da bi nas odrešil in tako smislil našo žrtvo, naše trpljenje in naše darovanje za bližnjega. Danes, dragi bratje in sestre, tukaj obhajamo Jurjevo nedeljo. Pred nas stopa rimski vojak in učenec Sveti Jurij, ki je živel na koncu 3. stoletja.
V grščini se Jurij imenuje Georgius in pomeni tistega, ki volje zemljo, torej orača. Ne glede na to, da je večina podatkov o svetem Juriju zavitih v legende, pa je bil skozi vso zgodovino eden najbolj čaščenih svetnikov in to zaradi zvestobe Bogu in zaradi izrednega poguma. To je zbudilo pri vernikih veliko spoštovanje in občudovanje, kajti ostal je zvest Bogu tudi za ceno svojega življenja. Sveti Jurij med nami ostaja kot simbol boja proti zlu. To je nenehen boj vsakega izmed nas s silami teme in greha. Po krstu smo vsi poklicani, da v nas raste Božje življenje, ki smo ga prijeli. Zato naj nam sveti Jurij izprosi tisto sulico, vedno je na sliki sulico, ki bo boju s hudim v danem trenutku najbolj učinkovita. Danes smo priča lepemu in pomembnemu trenutku, lahko bi rekli zgodovinskemu trenutku za vašo nadžupnijo, ko ste obnovili in preuredili zvonik, ter dobili nov zvon, težak 2875 kg in tako bo sedaj v zvoniku veselo pesem pelo četvero zvonov. Zvonovi so oznanjevalci miru, so oznanjevalci veselja in upanja, pa tudi tolažbe, ko se poslavljamo od naših dragih. Zvonovi pa so tudi tisti, ki nas preko dneva kličejo, da ob našem delu ne pozabimo na Boga. Ob nedeljah in praznikih pa nas vabijo v bogoslužju, ki je za vsakega od nas vir duhovnega življenja. Tu, ob oltarju, raste in se krepi naša vera. Tu spoznavamo, da v Božjem kruhu lahko postajamo tudi mi kruh drug za drugega. Naj zvonovi oznanjajo, da je naš Bog usmeten, da je naš Bog dober in ljubezniv. S tem, ko izkazuje svoje usmiljenje in dobroto vsakemu izmed nas, tudi vsakega izmed nas vabi, da stopimo iz sebe in zaživimo usmiljenje in dobroto, najprej v naših družinah, v naši župniji, v našem mestu in narodu. Danes nekateri želijo zvonove utišati, ker jih motijo v njihovem svetu, v katerega so se zaprli. Želijo jih utišati, ker jim prebujajo vest, da človek ni samo materialno bitje, ampak veliki iskalec smisla in resnice, z drugo besedo, veliki iskalec Boga. Današnji čas je tudi čas revščine, ne samo materialne, pa čeprav vsako leto napreduje in zajame vedno več ljudi. Še posebej nas skrbi duhovna revščina, ki je sad našega egoizma, sad naše vase zagledanosti in našega hlastanja po imetju in uživanju. Zvonovi nas vabijo v cerkev, kjer začutimo, da smo si bratje in sestre. Vabijo nas k odprtosti drug do drugega, nas vabijo k solidarnosti in prizadevanju za skupno dobro. Naj nov zvon skupaj z ostalimi tremi v to župnijo prinaša Božjo bližino, Božje usmiljenje in Božjo dobroto, pa tudi veselje za življenje po veri, v ljubezni, dobroti in miru. Kot to želi lepo izraziti napis na novem zvonu. Trojedinega Boga moja pesem slavi, varstva svetega Jurija, Matere Božje, svetega Jožefa in našega Antona Martina Somška in angelov varuhov prosi. Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je v njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se okelesil po svetem duhu iz Marije Device
in postal človek, bil tudi križan za nas, pod Poncijim Pilatom je trpel in bil prav položen, in tretji dan je v mrtvi vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznava in krst, odpuščanje grehov in pričakuje stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Nebeški Oče, ko s veseljem sprejemamo nove zvonove, te prosimo. Jezus Kristus nas pošilja, da oznanjamo evangelij vsemu stvarstvu. Naj pesem zvonov nagiba naša srca, da bomo to poslanstvo zvesto spolnjevali. Prosimo, da usliši nas. Zvonovi nas vabijo k temeljnim vrednotam življenja. Naj njihova pesem povezuje starejše in mlajše ter prinaša mir in radost v naša srca in naše domove. Prosimo, da usliši nas. Nov in obnovljen zvon sta sad krščanske dobrote in ljubezni. Naj Bog obilno povrne vsem dobrotnikom naših zvonov, livarjem in vsem delavcem v zvoniku, pa tudi tistim, ki so vsa ta prizadevanja podpirali za molitvijo. Prosimo, da usliši nas. Nova zvonova nas bosta poslej redno vabila k molitvi in bogoslužju. Naj s pripravljenostjo poslušamo to vabilo in ga z veseljem uresničujemo. Prosimo, da usliši nas. Dobri Oče, harmonija zvonov naj nas povezuje v Svetem Duhu, napolni s hvaležnostjo, da bomo z iskrenim srcem molili, kako nas je naučil moliti Tvoj Sin Jezus Kristus in Te slavili zdaj in vekomaj. Amen. Slaga si pekla zmušnja, da nam zveka nosi prave, mojo za nebeški raj. Zajo zaša nosiš mene, zvezdi Jezusa da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, na Jurjevo nedeljo opravljamo Tvojego veličastvo spravno in hvalno daritev. Sprejmi jo, odpusti nam grehe in nas pripelji k sebi, kjer se Ti bomo večno zahvaljevali o Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod s vami, kviško srce. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
ki se spodobi pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesne pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočne veselje raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesi nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi prepevamo. Svet si ti, Gospod. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Krivdost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Recordare Domine Ecclesiae Tui, tutto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francesco, Episcopo nostro Aloisio, men digno servo Tuio, et universo Clero. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Spominjamo se ustanoviteljev in dobrotnikov žrtvnje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo
v večnem življenju skupaj za Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, svetim Jurijem, sveto Ano in vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsamogočnemu Bogu Očitu, občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Zato se veselimo in se tudi zahvaljujemo. Naj bo ta Gospodova molitev, ki bomo sedaj skupaj zmolili, izraz naše skupne hvaležnosti, našega skupnega veselja, predvsem pa tudi naša skupna prošnja, da bi nas ti zvonovi res vabili v Božjo bližino, da bi začutili, da na poti življenja nismo sami, ampak da nas Gospod spremlja na vseh korakih našega življenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Gospod nam prinaša svoj mir, tisti mir, ki ga svet ne more dati. To je mir njegove bližine, njegove dobrote, njegovega usmiljenja. Če sprejmemo ta mir, če pustimo, da se v nas naseli, potem ga tudi mi lahko najprej sami živimo in podarjamo drug drugemu. Podarimo si ta Gospodov mir drug drugemu. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem veden, da je žene, ampak se besedo in zdravljena moje duše. Kdor uživa ta kruh, bo živel
Oče, današnja slovesnost oča svetega Jurija, naj po nas budi veselje po nebesih, s to nebeško gostijo znanjemo smrt Tvojega Sina, naj bomo vredno živeti z močencem njegovi slavi, po Kristusu našem Gospodu. Sledijo govori in zahvale. Najprej bi rad za govornico povabil spoštovano ekscelenco apostolskega nuncija Republike Sloveniji, nadškofa Jean-Marija Špajha, da z nami deli nekaj besed. Dragi prijatelji v Jezusu Kristusu, Exzellenz, Herr Erzbischof von Maribor, Zwickel, Gospod, Ekscelenca Maribor Zwickel, Ihre Hoheit, Vaša Visokost, mein Freund Mariano Windischkreuz moj predragi prijatelj Marijano, gospod Windischkreuz, und die lokalen Autoritäten. Ich sehe hier einen Abgeordneter und auch der Bürgermeister. in vse lokalne visokosti, ki so zbrane pred nami. Und ich möchte Sie grüßen, alle, die heute so viele in diese Kirche angekommen sind und die Glockenweihe zu ehren. Rad bi pozdravil tudi vse ostale zbrane, ki ste se številčno odzvali vabilo in sodelovali pri blagoslovu zvonov. Ich bin total froh, bei Ihnen zu sein heute Morgen. Zelo vesel sem, da sem lahko danes z vami v tem lepem jutru. Ich habe nicht öfters die Gelegenheit, in ein slowenisches Dorf zu kommen. Nimam velikokrat možnosti, da pridem v slovensko vas. Mein Leben ist natürlich mit so vielen offiziellen Begegnungen, dass ich mich wohlfühle hier im echten Slowenien. Moje življenje je seveda prepleteno z številnimi obveznostmi, zato se danes tukaj zelo dobro počutim v Sloveniji. Und ihr könnt froh sein, in so einer wunderbaren Gegend, in einem so wunderbaren Land und auf Dorf zu leben. Lahko ste presrečni, da živite v tako lepi deželi, v tako lepem kraju. Natürlich, eine Glockenweihe ist etwas ganz Wunderbares und Eigenartiges für eine menschliche und kirchliche Gemeinde. Seveda je takšen blagoslov zvonov enkraten in zelo veličasten dogodek. Weil die Glocken rufen, wie es der Erzbischof gesagt hat, nicht immer für das Gebet. Kot je že dejal gospod nadškof, zvonovi ne vabijo vedno k molitvi. Die Glocken läuten auch, wenn es eine Taufe gibt oder eine Beerdigung. Kličejo tudi k krstu in k pogrebu. Die Glocken läuten, wenn es ein Feuer gibt oder wenn der Krieg beendet ist. Prav tako zvonijo, kadar je kakšno praznovanje ali ko se konča vojna. So die Glocken gehen durch unser ganzes Leben, unser menschliches Leben und unser göttliche und auch spirituelle Leben. Zvonovi nas spremljajo vse življenje na Božji poti in tudi na spiritualni poti. Und ich möchte Sie unterstützen und auch befördern auf diesem Weg nach Gott und nach dem Menschen. Želim vas spremljati in spodbujati na tej poti do Boga in do človeka. Ich muss mich auch entschuldigen, weil ich nicht Slowenisch spreche. Moram se tudi opravičiti, ker ne govorim slovensko. Aber Ihre Sprache ist so kompliziert, dass sie nur für die intelligenten Leute da ist. Vaš jezik je tako težek, zamotlan, da je namenjen samo inteligentnim ljudem. Und sehen Sie, die kleinen Slowenen sprechen ja auch schon Slowenisch. In že majhni Slovenci govorijo slovensko. Das ist für mich etwas ganz Eigenartiges und Wunderbares. To je zame nekaj povsem nenavadnega in fascinantnega.
Ich bin hier im Namen des Heiligen Vaters. Tukaj sem v Božjem imenu. Natürlich, Fürst Windisch-Grätz hat mir das angesagt und ich bin hier gekommen um großer Freundschaft, weil wir kennen uns ja so lange. Seveda mi je o tem, oziroma to napovedal gospod Princ Windisch-Grätz in z veseljem sem se udeležil tega srečanja, saj sva zelo dobra prijatelja. Und natürlich mein Bruder im Bischofsamt, Erzbischofstitel, war ganz froh auch, als ich sagte, ich komme. In tudi gospod Načkov se je zelo veselil, da sem se odzval. Und deswegen, ich habe nicht Wörter, um zu beschreiben, was ich empfinde. Zato nisem izbiral besed, da bi opisal, kaj čutim. Ich werde dem Heiligen Vater sagen, dass ich eine wunderbare, schöne Gemeinschaft angetroffen habe. Svetemu Gospodu bom povedal, da sem srečal in seveda papežu, da sem srečal čudovite ljudi. Sagen Sie mir nicht, dass mein Deutsch zu schwer ist für Sie. Ich werde ihm auch sagen, dass ihr sehr, sehr viele und numerose hier gekommen sind heute Morgen. Natürlich, einige von euch kommen ja nicht in die Kirche, aber das ist ja auch egal. Die Hauptsache ist, dass ihr heute Morgen hier sind. Nekateri niste redni obiskovalci cerkve, kar ni pomembno. Pomembno je, da ste danes tukaj. Und das ist wunderbar. Es ist zu sehen, dass die Kirche immer Gemeinschaft ist und immer Einheiten schafft. Pomembno je, da je cerkev prostor, ki vedno zbere ljudi in naredi ljudi složne, zbere v skupnost. Unsere Welt ist sehr kompliziert, das wissen Sie. Naš svet je zelo zakompliciran, kar seveda veste. Im Namen des Heiligen Vaters sage ich Ihnen nur, seien Sie treu. V papežovem imenu vam sporočam, ostanite zvesti. Natürlich, jeder ist treu in seiner Art und Weise und das respektieren wir. Vsak je seveda po svoje zvest, kar seveda spoštujemo. Und wenn wir treu sind miteinander, ist es ja besser. Kadar smo skupaj zvesti, je boljše. Und wenn wir treu sind in der Kirche, ist es noch besser. In če smo zvesti v cerkvi, je še boljše. Am Ende der Messe wird Erzbischof Zwickel Ihnen den Segen geben und ich werde Ihnen den apostolischen Segen geben, natürlich im Namen des Heiligen Vaters. Na koncu svete maše vas bo blagoslovil gospod Načkov, jaz pa vam bom podelil blagoslov papeža. Wir wollen ja alle in den Himmel gehen, nicht wahr? Saj si seveda vsi želimo v nebesa, kaj ne? Deswegen bin ich froh, heute hier zu sein, weil die Glocken rufen uns in den Himmel. Zato sem danes vesel, da sem lahko tukaj, ker nas zvanovi kličejo v nebesa. Vielen Dank. Hvala lepa. Vaša prisotnost danes nam veliko pomeni. Bog vas blagoslovi in želimo vam vse dobro in vedno dobrodošli. Sedaj bi pa rad besedi povabil gospoda Ivana Furmana, predsednika odbora za obnovo Zvornika, da spregovori nekaj besed. Gospod Furman, beseda je vaša. Spoštovane ekscelence, gospod Monsi, gospod Kres, gospod Načkov, gospod Nerozi, spoštovani gospod arhidiakon, spoštovani gospod župan, poslanec državnega zbora, cenjeni, povabljeni in obiskovalci, dragi goriški župljani in občani, lepo pozdravljeni. Dovolite, da kot predsednik odbora za obnovo Zvornika
izrazim iskreno hvaležnost vsem vam, ki ste svojim trudom, podporo in prispevki omogočili uresničitev tega izjemnega projekta. Vaša predanost in darežljivost so nam omogočili, da smo skupaj dosegli to, kar se nam je nekdaj zdelo skoraj nedosegljivo. Danes, ko stojimo ob obnovljenem zvoniku in bomo poslušali zvonjenje novega in obnovljenih zvonov, se zavedamo, kako veliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj in se medsebojno pomagamo. Vaša podpora je bila ključna in izražam globoko hvaležnost v imenu celotne skupnosti. Posebna zahvala gre spoštovani kolegom, podjetnikom in obrtnikom, ki ste prispevali svoje finančne vire in ste pristopili k temu projektu. Brez vaše velikodušnosti in podpore bi bila uresničitev tega projekta veliko težja. Zato se vam iskreno zahvaljujemo za vaš prispevek. Zahvaljujemo se tudi lokalni skupnosti, ki je pomagala pri ohranjanju kulturne dediščine in je odobrila sredstva iz občinskega proračuna. Hvaležnost izražam tudi vsakemu posamezniku, ki je svoj čas, energijo, talente daroval za to, da bi ta projekt zaživel. Brez vaše prostovoljne vneme in predanosti ne bi bilo mogoče doseči tega, kar smo dosegli danes. Na koncu pa izražam svojo osebno hvaležnost vsakemu posamezniku, ki je na kakršenkoli način prispeval k tej obnovi, bodisi s finančnim darom, z besedami spodbude, bodisi z dejanji. Hvaležni smo, da smo del skupnosti, ki zna stopiti skupaj in soustvarjati nekaj tako pomembnega, kot je obnovljen zvonik in novi zvon. Ta projekt ne predstavlja le fizične strukture, temveč je simbol naše enotnosti, vztrajnosti in solidarnosti. Bodimo ponosni, da smo lahko to dediščino predamo v roke prihodnjim generacijam. Najlepša hvala vsem še enkrat in Bog vas živi. Naslednji govornik, gospod Darko Ratajc, župan občine Slovenske Konjice, ki bo kot predstavnik lokalne skupnosti delil nekaj misli z nami. Ekscelence, spoštovani arhi, Konjičanke in Konjičani. 700 let stoji ta cerkev in združuje nas Konjičane še dolgo časa. Del tega so tudi zvonovi. Zvonovi, ki nam svojim zvenom združujejo in nam dajejo, kažejo pot za naprej. Tudi danes nas združujejo. Veliko nas je danes hrani in izrekam zahvalo vsem tistim, ki ste temu pripomogli. Najprej seveda gospodar, ki je bil idejni vodja in duša tega projekta. Gradbeni odbor, ki je skrbel odgovornost za to. Seveda tudi lokalna skupnost je prav, da je temu prispevala. Moja želja, verjetno želja vseh nas tukaj, je, da se zven naših zvonov pridruži vsem zvonom tega sveta, da naj svojim glasom pozivajo k miru, k veri, upanju in ljubezni. Naj bo njihov glas tudi opomin tisti, ki
ki odločijo o tem, kako bomo živeli, ki imajo to dolžnost ali se pa jemljajo. Torej, še enkrat, velika zahvala, spoštovani, želim vam še naprej lep dan. Beseda našega posebnega gosta, kneza Marjana Huga von Windisch-Graetza, glave avstrijske in italijanske veje rodbine Windisch-Graetz ter trenutnega veleposlanika suverenega malteškega viteškega reda v Republiki Sloveniji. Vaša ekscelenca, beseda je vaša. Dober dan. Es tut mir sehr leid, dass ich weiter auf Deutsch sprechen werde oder auf Englisch, Italienisch, was ihr wollt, aber nicht so wenig, weil ich hier nicht aufwachsen konnte. Eccellenza, l'epoca in nostro nunzio apostolico, Eccellenza del grandissimo arcivescovo, il parroco di qui, Herr Bürgermeister, Herr Präsident. Heute früh haben wir ein paar Minuten vor der Zeremonie sprechen können. Ich kenne so viele Geschichten von meiner Urgroßmutter noch Ausberg, die hier gelebt hat, am Ende ihres Lebens und dann leider nach Triest geflohen ist, wo ich dort geboren bin. Wir kennen es, haben gesehen, spricht es ja nicht mehr Deutsch. Za začetek bi se rad opravičil, ker je bil pozdrav vse, kar bom povedal v slovenščini. Lep pozdrav vsem zbranim. Pred sveto mašo sem spregovoril nekaj besed z gospodom županom in pogovarjala sva se o tem, da imam v spominu veliko lepih zgodb, ki mi jih je pripovedovala moja prababica, ki je še živela tukaj, ampak potem žal se je morala preseliti v Trst. Ganz kurz noch. Ein Onkel von mir, Herzog Otto von Habsburg, der auch europäischer Parlamentarier war und Europa gegründet hat mit anderen. Er hat mir was gelernt, was ich in mein Herz bringe und meine Richtung und Traditionen für die Zukunft an die jungen Leute hauptsächlich weiterbringen. Das bedeutet, jeder von uns muss sich fragen, von wo wir kommen, wo wir sind und wo wir gehen wollen. Das ist das Wichtigste für die Menschheit und für die Zukunft. Moj stric, gospod Otto Habsburški, mi je položil na srce nekaj besed, ki bi jih rad delil z vami. In to je, da si moramo zavedno zapomniti in nositi v srcu, da vemo, kdo smo, kje smo in kaj želimo. Zum Ende möchte ich sagen, ich möchte hier leben. Der Bürgermeister hat es mir erlaubt. Habe auch meine Freunde mitgenommen, Marchese Clavarino. Ich habe gesagt, Gonobis ist viel schöner wie Genova. Pripeljal sem tudi prijatelja in sem rekel, da so slovenske Konjice veliko lepše kot Ženeva. Und meine 3 Generationen Freunde, die Zigon-Familie Matthias, was mir sehr geholfen hat hier in Slowenien. Ich bedanke euch vom Herzen und ich bin einer von euch. Ich bin der Hugo. Rad bi se vam iz srca zahvalil. Sem del vas, sem Hugo. Gott schütze euch
und beten wir immer für den Papst und den Frieden, was heute ein Problem ist. Gospod vas blagoslovi in molite vedno za mir. Danke vom Herzen. Na koncu pa želimo izraziti besedo zahvale vam, spoštovani gospod nadškof, za vaše delo in pastirsko skrb, ki jo namenite naši župniji. Ko ste med nami, je za nas vedno praznik. Bog vam povrni za vse. Nazadnje pa besedo predajam našemu župniku, gospodu arhidjakonu Jožetu, ki je prva in prava duša današnjega praznika in naše župnije. Spoštovani Jože, najlepša hvala za vse, kar si in še bo storil za nas. Sedaj, ko je nov zvon pod streho, pa ti privoščimo zaslužen oddih. A še prej ti predajam besedo. Predrage ekscelence, vaša visokost, dragi moji župljani, dragi prijatelji. Toliko vas je pletenih to zgodbo, to lepo zgodbo naše župnije, ki nas itak veliko stvari poveže in iz srca radi skupaj živimo. Ampak to dogajanje ob zvonovih in zvoniku je pa nekaj posebnega. To pa moraš doživeti, da to čutiš. Vsem sem zelo hvaležen, da ste razumeli, kako pomembno je to urediti. Da morajo stvari, ki so na pravem mestu, s pravim namenom, prav služiti in človeka dvigati k Bogu. In da je namen zvonov ravno ta, dvigati človekovega duha k Bogu, k molitvi ga klicati, upanje mu dajati. Zmeraj tisti lepo mi poje, moj domači zvon, to v srcu nosim. Hvaležen sem mojim davnim predhodnikom, župnikom, ki so skrbeli za občestvo, da ko sem prišel sem našel občestvo, ki funkcionira. In to se trudimo živeti naprej. Občestvo, ki Boga slavi in ki dobra dela dela. In taki dogodki nas še bolj povežejo in v veri utrdijo. To, kar na zvonu piše zastojno. O veri in gorečnosti konjiških župljanov pričuje. In to naj nas pelje prihodne čase. Vsem se lepo zahvalim. So pa nekateri ljudje, 4 so taki, in danes vidim, da jih moramo posebej izpostaviti in se jim posebej zahvaliti. Zato, ker čutim, da je tako prav. Prvo bi se rad zahvalil eni preprosti ženi. Naši mežnarci, gospe Fridi Horvat. Gospe Fridi Horvat za njeno življenjsko delo. Gospa Frida Furman se je leta 1960 mlada poročila z možem Jožetom Furmanom, sta sprejela vabilo takratnega arhidiakona Franca Tovornika, da prevzameta mežnarsko službo. Od takrat že gospa Frida 64 let skrbi redno
za vsakodnevno zvonjenje, za urejenost našega svetišča in za peko hosti. Je mama 7 otrok, tudi mama duhovnika Janeza, nekdanja varuška mnogih vas Konjičanov, v naši fari pa nepogrešljivi del cerkvenega personala in budni varuh našega častitljivega svetišča. Zato se ji zahvaljujem in gospoda nadškofa prosim, da ji izroči priznanje in zahvalo. Nažalost, gospe tukaj, ampak smo z njo in molimo za njo in se ji zahvaljujemo. Res hvala. Ziher se nam veselila. Drugo zahvalo in priznanje želimo izročiti gospodu Stanku Obnarju in sinovoma za dolgoletno skrb za delovanje zvonjenja. V Konjicah še zmeraj velja, da če obnerji ne znajo popraviti, se popraviti tudi ne da. Generacije strokovnjakov elektrostroke puščajo sled tudi v našem zvoniku, kjer so do nedavnega običajno na svoje stroške potrpežljivo vzdrževali in servisirali zapleteno in zastarelo elektroniko in elektroopremo, ki je poganjala in krmila zvonove. Gospod Stanko, hvala lepa. Tretjemu, ki mu želimo izročiti priznanje za hvalo, je gospod Tomaž Drofenik. Tomaž Drofenik predano skrbi za delovanje stare mehanske stolpne ure. Gospod Tomaž je urar in je nasledil urarsko obrt, delavnico in tradicijo svojega očeta. Redno skrbi za mazanje in vzdrževanje zelo starega urnega mehanizma, skrbno korigira odstopanja točnosti ure zaradi vremenskih sprememb in se trudi, da je 131 let star urni mehanizem z več kot 1 milijon delovnimi urami še vedno mehansko brezhiben in v dobri kondiciji. Tomaž je tudi zavzet organizator mnogih delovnih akcij, ki jih podpirajo delo in poslanstvo župnije. Zato želimo Tomažu Drofeniku tudi izročiti priznanje in zahvalo. In še enega gospoda imamo, kateremu želimo izreči priznanje in zahvalo. To je gospod Ivan Furman. Ivan Furman je podjetnik, je direktor in je predsednik obrtne zbornice Slovenske Konjice. Želimo mu dati to zaradi izjemne povezovalnega dela, ki ga opravi kot predsednik gradbenega odbora za obnovo zvonika. Gospod Ivan je svojo družino in predano ekipo sodelavcev v svojem podjetju stalni dobrotnik župnije. S svojimi vrednotami, osebnim zgledom in karizmo ter nadvse dobrohotnim odnosom do ljudi in kraja spodbuja v kraju močno družbeno odgovornost in skrbi, da veliko koristnih in pozitivnih stvari v kraju živi in tako podpira tudi delo in poslanstvo cerkve. Gospod Ivan, hvala za vse.
zahvalami želimo ovrednotiti predano delo teh naših župljanov v službi župnije in izpostaviti zgled njihovega nesebičnega služenja cerkvi. Tako, pri kraju smo. Poklonaj za vse, sedaj po blagoslovu, po zahvalni pesmi, pa bo še en bombonček na torti, ena češnja na torti. Po zahvalni pesmi, ki je ena najlepših, še ena lepa, za mene najlepša koniška od Štajerskih 7, pesem Zvonov. Zapojemo zahvalno pesem in se Bogu zahvalimo za ta neskončni dan. Tebe, Boga, hvalimo. Sino je hotel zbrati vse razkropljene otroke.
ga boste v glasu zvona v srce vsem življenjem slavili. Priprošnja svetega Jurija in svete Ane, čigar čas smo posvetili ta zvonova, naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vneto služili Bogu in ljudem. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Jutro življenja mi je možno zvon, ker nič hrepenja nežno pregnal je dvom. Ko sem še tekal, sipnok sredi trav,